Celotna vrednost obnovitvenih del je ocenjena na okoli 200 tisoč evrov. Odprti so dve ureditvi, eno je ureditev tega dvorišča oziroma platoja pred glasbeno šolo, ki je bil že praktično nevaren, zaprt za uporabo, nadomestitev z novim in v nadaljevanju pa teče izborni postopek za izbor izvajalca za ureditev fasade in še določenih meteornih odvodenj, ureditev zadaj za šolo, kajti šola je stisnjena pod grajsko pobočje. Kljub temu, da bodo dela potekala tudi jeseni, to samih pedagoških procesov ne bo motilo. Želimo si, da bi bila tudi na zunaj lepa, kajti v preteklih letih smo veliko obnavljali v notranjosti, tudi odkupili v celoti vse prostore v tej glasbeni šoli, ki v preteklosti niso bile v lasti občine oziroma glasbene šole, tako da je celoten objekt in sedaj bo nekako še zunanjost primernejša, lepša, urejenejša, varnejša tudi. Dobrega sodelovanja še vnaprej pa si želijo tudi v glasbeni šoli. Mi si želimo res te podpore, dobrega sodelovanja in finančne podpore z občino Sevnica, ki res zgledno skrbi za vzgojno-izobraževalne objekte v občini tudi v prihodnje. Seveda pa je naša velika skrb in pa naloga, da šolski prostor napolnimo s kvalitetno vsebino. Obnovitvena dela sovpadajo s 150-letnico stavbe. Pred 150 leti, se pravi v šolskem letu 1821-22, je prvič stekel pouk v tej takrat novi šolski trški stavbi. Kljub častitljivi starosti stavbe pa so njeni uporabniki z njo več kot zadovoljni. Prostor je prijeten, primeren, tudi kar nekaj parkirišč je v neposredni bližini in zagotovo je glasba tista, ki sodi v star del mesta. Lahko pa rečem, da je dobro povezan z mestom in da sem učenci radi hodijo in tudi učitelji so načeloma zadovoljni s to lokacijo, kajti prostor je in nekako mir za vadbo tudi. Ploščad pred šolo bo tako predvidoma dokončana do konca tega meseca, fasado pa naj bi dokončali jeseni.